Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Skavti bodo zdaj predstavili poslanico miru in prinesli betlehemsko luč. V začetku je beseda. Lepa beseda v začetku lepega, grda v začetku grdega. Saj z besedo nekoga rešimo ali pokončamo, ranimo ali ozdravimo. Danes pa je malo lepih besed, malo vljudnosti. Morda je zato med nami toliko jeznega, toliko grdega, toliko teme. Zato bi vam danes radi dali lepe besede. Hvala. Oprosti. Rad te imam. To so luči, ki uničujejo temo in tiho povejo, da smo vsi ljudje. Primi v roko to luč in besedo. Osvetli prostore, govori lepo. In reci si, preden te tema zajame, človek, ne jezi se. Skavti, ste razumeli sporočilo, ne? Ste razumeli? To igrico vsi poznate. Kako se imenuje? Evo. In kako se pa lahko to igro do konca igra, brez da bi se jezili? Imate kakšno izkušnjo? Kako? Ne blefiraš? Ne? Aha. Vedete, da razumem čisto. Aha. No, še kaj? Ne obupaš? Bravo, ne obupaš, ja. Še kaj? Kako pa, da sploh vsi lahko igrajo skep, kaj treba upoštevati? Sodelujejo? Kaj še? Pravila, bravo, ja. Evo, a skavti imate pravila? Evo, če vi ne bi zdaj pravil izpolnjevali, ne, težko bi vi tako bili skupaj kot skavti. Voditelji se ne bi imeli na kaj sklicevati, da pa vedo, to pa to je pravilo, vsi to veste in zato lahko skupaj živite. Ne? Čeprav človek ne jezi se, potrebuje pravila za življenje, a imamo mi, kristjani, kakšna pravila? Kakšna? Da so zapovedi? Ja. Katero zapovedi pa Jezus dal še, ki vse povezuje?
Ja, zapoved ljubezni, ja. Ja, odlično je. Kako? Tudi, vera, vse. Ampak zapoved ljubezni združuje vse ostale zapovedi in zato, če bomo mi zapoved ljubezni, najbrž lahko vse te lepe besede, ki ste jih tukaj videli, govorimo ljudem, a ne? A pa to pomeni, recimo, da smo dobri tudi do drugega, da se ne jezimo, a je potem vse dobro, kar kdo govori pa misli. Recimo bi rekli, vsi se imamo radi med seboj, vse je v redu, kar kdo reče, pa kar naredi. Je tako ali ne? Ni čist, ne? Lahko včasih govorimo resnico, včasih ne, včasih lahko goljufamo, a ne? Ampak vseeno je pa pomemben način, kako sodelujemo, kako se pogovarjamo. Tudi so stvari, ki niso v redu, ni kar tako vse je v redu, samo imamo se radi, ne? Ampak pomen, stvari so tudi različne kvalitete, ene so dobre, ene so slabe, ampak način, kako mi rešujemo te stvari, naj bo pa prvi ste rekli po pravilih, pa predvsem po tem pravilu ljubezni, ne, za nas kristjane. In tako globoko lahko razumemo poslanico miru, ki so jo danes predstavili tako lepo, tako krasno. In podobno je tudi bilo z Marijo, ko je obiskala Elizabeto in prinesla je Marija Elizabeti poslanico miru tudi, ne. Zakaj? Kakšno luč je Marija prinesla Elizabeti, ki je Janez poskočil v telesu Elizabete? Kaj? Je Marija kakšno luč s sabo prinesla? Je bila luč miru, ja. Sam, kak je bilo ime, ni še vedela imena čistočen. Jezusa, ja. Ona je bila že noseča z Jezusom, ne. In ta Janez, ko je Jezus prišel blizu, je že poskočil, ki je luč začutil blizu, ne. Tako da, kot sem rekel, ljubezen je velika luč, ki povezuje čisto vse te besede, ki smo jih danes slišali. Tako da nosimo to luč seboj, od danes naprej imeli jo boste simbolično doma, upam, da jo boste vsi vzeli, tam pri izhodu jo skavti dajete, a ne? Mislim, da tam na mizici, ja. In naj ta simbol nas spomni na ljubezen, da bi z ljubeznijo reševali naše probleme, da bi se z ljubeznijo pogovarjali, da bi se spoštovali med seboj in vedeli, da je vsak ustvarjen po Božji podobi. Amen. Te pozdravim, sveta Gospa, Vica nebiška, Mati si Božja, no ostane sveta Devica, Oče nebiški, te je blagoslovi. Si bila in si milosti polna, ljubezni dobrote, naj te pozdravlja. Njegova palača, njegov šotor hiša, njegova